Za obstrukcijo smo se odločili zato, ker ni nobenih pogojev za to, da bi danes mestni svet izpeljal izredno sejo. V nobeni točki ne obstaja, bom rekel, nujnost obravnave zadev in predlagatelj je imel dovolj časa, da kot župan mestne občine Maribor skliče redno sejo, na kateri bi Socialni demokrati tudi seveda sodelovali in obravnavali predlagane zadeve. Danes je tik pred sejo na mize mestnih svetnikov bil dan predlog rebalansa proračuna mestne občine Maribor in brez poglobljene razprave Socialni demokrati ne moramo sodelovati pri sprejemanju tako pomembnih odločitev, brez tega, da seveda ustrezno odločitve, ki bi jih naj mestni svet sprejemo, preverimo tudi v krogu ljudi, ki nam zaupajo. Je to najbolj ta štrleči razlog, ta predlog? Zakaj ste obstruirali? Proračun je morda najbolj značilen. Vemo, da je proračun zahtevno gradivo, ki ga je potrebno obravnavati celovito. Vsekakor pa obstajajo tudi druge točke, s katerimi se vsebinsko celo strinjamo, vendar z pristopom 5 minut pred sejo ni mogoče obravnavati gradiv dovolj kakovostno, da bi lahko na koncu rekli, ok, ta mestni svet je sprejel pametno odločitev. Vidimo pa, da je to sicer tudi generalni pristop, da se želi z sklicem izrednih sej izogniti pobudam in vprašanjem, ki jih imamo mestni svetniki možnost postavljati na rednih sejah, preko tega prevajati interes javnosti v mestno politiko in seveda za ta interes dobiti tudi ustrezne odgovore vodstva mestne občine Maribor. Kaj boste odgovorili ljudem? Vseeno razumejo, da to ni bila ravno smotrna poteza z vaše strani? Gre za prizadete krajane, ki so prizadeti zaradi daljnovoda do črpalne hidroelektrarne na Kozjaku. Njihovim stališčem se pridružujemo. Če poznate stališča Borisa Soviča, ki jih je zagovarjal, se pravi za vodno traso daljnovodne rešitve, potem razumete, da v tem pogledu se strinjamo z njihovimi rešitvami. Vsekakor pa mislimo, da je odgovornost mestnega vodstva, ki po našem prepričanju ni zadosti hitro izkoristilo možnosti za podajo pripomb. Mestna občina Maribor se v postopek praktično z izjemo 2 mestnih četrti ni vključevala in to je nesporno odgovornost Franca Kanglerja in ne svetniških skupin, ki smo se danes odločili za obstrukcijo. Samo to še rečem, do sedaj izkazana praksa tega mestnega sveta in predvsem vodstva mestne občine Maribor pa je, da že tako ali tako nimamo visokega zaupanja v kompetentnosti mestne uprave, da bi tudi, kadar bi poslovniška določila to omogočala, predlagala pametne rešitve in čez noč ne moremo sodelovati pri sprejemanju tako pomembnih odločitev. Če bi bili vi župan, kaj bi naredili konkretno v zvezi s tem predlogom? Nekoliko manj bi govoril o dialogu in nekoliko bolj o dejanju. Torej, kaj po vaše konkretno, kdaj bi se mogla zgoditi seja, da bi se govorilo o problematiki teh ljudi? Seja bi se lahko zgodila danes, časa za sklic redne seje, od zadnje redne seje je bilo več kot dovolj, vsa gradiva bi se lahko predlagala na redni seji in Socialni demokrati bi tvorno sodelovali pri njihovem spremljanju. Okoli tega še kompetentnost mestne uprave je za vas vprašljiva, pa a ne gre to za vsaj del istih ljudi, ki so bili v bistvu v mestni upravi še v času Borisa Soviča? Veste, tudi dobra ekipa je v veliki meri odvisna od šefa in če je šef slab, je tudi kakovost dela mestne uprave lahko bistveno slabša.